Ja, hvala lepa, predsednik, lep pozdrav. Tudi z moje strani veliko je bilo povedanega. Mora biti ne počrtam še enkrat, da je novela Zakona o javnih financah, ki je danes vlada sprejela in poslala v parlament, potreben pogoj za dobrodošel korak k razreševanju tega krča na finančnih trgih in tudi krča, ko govorimo o posojilih finančnih inštitucij gospodarstvu. Vlada je veliko, kako bi rekel, nezaupanje, pravi krč in seveda ta zakon daje en zelo pozitivni signal finančnemu sektorju, da se bolj odpre, da gre z ukrepi, z posojili gospodarstvo nasproti in zato je drug, še kako pomemben predpogoj, seveda, da se odgovorni v bančnem sistemu tudi tega lotijo. Tega lotijo hitro in odgovorno. Samo zakon po sebi, ki nekako ščiti hrbet finančnim inštitucijam, je za njih pomemben. Hkrati je pa pomembno tudi to, da se aktivno lotijo sodelovanja in pomoči gospodarskim subjektom pri posojilih, oziroma oblikovanju ustreznih finančnih aranžmajev za razvojne projekte gospodarstva in ne samo za razvojne, tudi za zagotavljanje obratnih sredstev in kratkoročnih posojil. Torej še enkrat, zelo pomembno je, da bodo uprave, da bodo imele ta signal v pozitivnem smislu in šle po poti sodelovanja in podpiranja gospodarstva. Zelo pomemben ukrep, o katerem smo danes začeli govoriti in bo po predvidevanjih lahko pripravljen tudi do naslednjega tedna, je dodatno finančno razbremenjevanje zlasti razvojno naravnanih projektov gospodarstva. Zato je na mizi predlog o ponovni uvedbi možnosti reinvestiranja oziroma zniževanja davkov za reinvestiran dobiček, ki se lahko kaže tudi z ponovno uvedbo davčne olajšave za investiranje v razvojno opremo, pa ne samo razvojno opremo, tudi v inovacije, v nakupe inovacij oziroma invencij, kako tudi patentov in podobnih inštrumentov. To lahko gospodarstvo ponovno omogoči hiter razvoj ob teh finančno nekoliko bolj kritičnih razmerah. Ocenjujemo, da so finančne olajšave zaradi krize smiselne in da so bile v času konjunkture in visoke gospodarske rasti in hkrati visokega investiranja lahko pogrešane. Sedaj pa je zopet čas za njih in mislim, da je v tej smeri potrebno delovati. Drug pomemben ukrep je povečevanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Obstoječe davčne olajšave lahko sedaj ne pomenijo več ustrezne spodbude za investiranje v ta mehki del, ki pa je razvojno in dolgoročno, pa tudi srednjeročno še kako pomembno. Seveda bodo imeli ti ukrepi ustrezne finančne posledice, vendar, kot je predsednik omenil, v tem trenutku imamo prostor za to in te ukrepi so seveda takšni, ki se srednjeročno pripeljejo iz tega krča. Zato upam, da bodo te signali prepoznali kot ustrezni in da bo zagledala tudi formalno luč sveta, kar se da hitro skozi proceduro premeniti. Lepo zdravljeno v mojem imenu. Dejstvo je, da je stanje v svetu resno in vsak dan, ki mine, ne da bi ukrepali, situacijo samo poslabšuje. Svet je v situaciji, ko je avto na nek način ugasnil motor in vlade so edine, ki lahko motor gospodarstva poženejo spet naprej, ki lahko ta avto porinejo. Kriza, ki se pojavlja, je pravzaprav v največji meri kriza zaupanja. Nihče nikomu več ne zaupa in z današnjim predlogom zakona o javnih financah to krizo zaupanja poskušamo pravzaprav presekati. Zdaj si banke lahko zaupajo med seboj, tuje banke lahko zaupajo našim bankam in seveda podjetja in državljani lahko bankam popolnoma zaupajo.
To zaupanje pa seveda vzpostavljamo z davkoplačevalskim denarjem in zato kot vlada pričakujemo, kar sta povedala že predsednik in gospodarski minister, pričakujemo, apeliramo na banke, da bodo v zameno za ta poroštva opravljale svoje delo, to pa je, da servisirajo gospodarstvo, da posojajo denar. Če tega ne bodo naredila, če vodstva bank tega ne bodo naredila, potem se ne bodo smela čuditi, če se bo javno mnenje obrnilo še bolj proti finančnemu sektorju in bodo to nekateri izkoristili kot izgovor za to, da stvari vzamejo v svoje roke, skratka zmanjšajo avtonomijo, ki jo imajo pri poslovanju finančne inštitucije in banke, ne samo v slovenskem, tudi v evropskem merilu. Ampak tisto, kar bi rad poudaril, je vendarle to, da je vsaka kriza tudi priložnost in da ima vsak oblak tudi svoj srebrn rod. Tisto, kar doživljamo, je, da se na finančnih trgih dogaja nekakšno očiščenje, dogaja se katarza, denar ima realnejšo ceno. In to je za marsikaj tudi dobro. Nižje so pričakovanja po dobičkih, iskanje dobičkov se bo preselilo v realno ekonomijo, z vlaganjem v nove produkte, storitve, infrastrukturo, znanje, človeške vire, trajnostno energetiko in podobno se bo dalo prihodnje zaslužiti. Vse te investicije so bile v preteklosti manj donosne od marsikatere finančne naložbe, zdaj pa postajajo zanimive. Prav gotovo bodo v prihodnosti za banke zanimivejša posojila za novo visokotehnološko proizvodno linijo, kakšen objekt povezan z trajnostno energetiko, kot pa kakšno posojilo za menedžerski odkup podjetja, zaradi katerega podjetje pravzaprav ne dela čisto nič drugače, čisto nič novega. Potrebno se je zavedati, da tudi inovativnost ljudi v času kriz prav nič ne ugasne. In zato je pomembno, da jo finančni kapitalski trgi to inovativnost suportirajo. Mogoče pomembnejše od tega 8 milijard težkega paketa v zvezi z zakonom o javnih financah je 1000-krat manjši paket povezan z projektom Jeremy, ki bo vzpostavil kreditne linije za inovativna mala in srednja podjetja. V prihodnje lahko pričakujemo tudi rahljanje prakse pri državnih pomočeh in državnih intervencijah v gospodarstvo. Vsa Evropa ima zdaj motiv za reforme in, kot je bilo že povedano, Slovenija je za povrh tega še v odlični fiskalni poziciji. V evroobmočju pričakujejo rast proračunskih deficitov tja proti 5%, skupaj z našim suficitom to daje pravzaprav prihajajoči vladi manevrski prostor v velikosti 800 milijonov evrov letno. In je seveda zelo pomembno, na kakšen način se bodo ta sredstva porabila. Mislim, da je bistveno, da se morebiten deficit ali pa večanje tega deficita usmerja razvojno. Država pomaga propulzivnim delom gospodarstva, da okrepiti dele gospodarstva, ne pa da pomaga zgolj in samo bolnikov. Včeraj in predvčerajšnjem sem bil na Lizbonskem svetu, kjer smo na panelu govorili o tej krizi in soglasen zaključek je bil, da je potrebno z lizbonskimi reformami nadaljevati, ne krizi navkljub, ampak prav zaradi krize. Namreč strukturne reforme, ki izboljšajo delovanje in fleksibilnost trgov, pomenijo, da so taka gospodarska okolja fleksibilnejša, da se tudi lažje odzivajo na krizo. Dejstvo je, da je čas za podporo investicijam, za vlaganje v realistične okoljske in energetske projekte. Za vsakim dežjem pride sonce, za vsako recesijo pride tudi konjunktura, tudi za to recesijo bo prišla konjunktura in od nas, pravzaprav od naslednje vlade, je odvisno, ali jo bomo pričakali z izboljšeno strukturo gospodarstva ali pa bomo nekako prevedrili ta čas, v katerem res močneje piha huda burja, ampak s pravimi jadri se tudi v buri da hitro pelje.